26 let po smrti ruskega pisatelja Mihaila Bulgakova je literarna revija Moskva objavila njegov roman Mojster in Margareta. Roman je izšel v 2 delih, prvi del novembra leta 1966 in drugi januarja 1967. Delo, ki je bilo povsem drugačno od vsega, kar je v prejšnjih 40 letih ponudila sovjetska literatura in se je razlikovalo od katerekoli takratne sodobne literature, je takoj poželo navdušenje bralcev, presunilo je literarne kritike ter sprožilo številne akademske razprave. V romanu, ki opisuje hudičeve vragolije v Moskvi med velikonočnim koncem tedna in na novo pripoveduje zgodbo o Jezusovem trpljenju z vidika Poncija Pilata, Mihail Bulgakov na izviren način premišljuje o odnosu med dobrim in zlom ter o osebni odgovornosti in moralni izbiri posameznika. O etičnih, filozofskih in religioznih temah, ki jih roman odpira, ter o tem, zakaj je še danes aktualen, je govorila doktorica Neža Zajc, rusistka in slovenistka ter raziskovalka na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Preden se podamo v večplastni svet nadnaravnega, mitičnega in zgodovinskega, ki ga je v romanu zgradil Bulgakov, moramo spoznati širši zgodovinski kontekst njegovega nastanka. Nastajal je od leta 1928 do tako rekoč do smrti Bulgakova leta 1940 in to v 7 različicah rokopisa. Začel je pisati, torej, kot sem že omenila, leta 1928, ga potem zelo kmalu uničil, rokopis romana, in potem začel leta 1932 spet pisati na novo. In to nekako sopade s tem, kako je leta 1934 začel Mihail Bulgakov zelo upati in verjeti v to, da ga bodo spustili iz Sovjetske zveze, spustili v tem smislu, da bi dobil prepustnico za potovanje, preprosto za pot v inozemstvo. In je začel upati na to svetlobo, neko na druge kraje, na videnje drugih krajev, in kar se ne bi odrazilo tudi naprimer v njegovem romanu, ker je res takrat trpel za to, da se je počutil kot ujetnik ali celo izgnanec v lastni domovini, ne. In se je počutil, kot bi bil zaprt v popolni temi. V tistem času je pa tudi bil prvič zaprt Osip Emiljevič Mandelštam, kar je bil pač en takšen alarm, da postajajo razmere v deželi neznosne. Navezujem se pač na to svetlobo in temo, s katero se začne tudi prvo poglavje. Gre za večerno sonce, za zahajanje sonca in ta pogled nad to Moskvo v ožarjeno soncem. No, ampak govorim o tem tudi zaradi tega, ker je Bulgakov sam imenoval ta svoj roman, poslednji roman večernega zahoda, no, zatona sonca, zatona svetlobe. Roman Mojster in Margareta je umeščen v Sovjetsko zvezo 30 let 20. stoletja, v čas spodbujanja znanstvenega ateizma in močnega zatiranja krščanstva. Religija je simbolizirala preteklost razrednega zatiranja, komunistična partija pa je širila idejo, da bo ateizem narodu pomagal na poti do progresivne socialistične utopije. Zato je v roman kot osebna bivanjska izkušnja opeta tudi takratna ruska družba, kot jo vidi Bulgakov. V tistem času torej imel stik s tisto navidezno preživeto inteligenco v tistem času, ki je vladala drugim ustvarjalcem, pa tudi, ki je bila torej v kliki z vladajočo oblastjo, in je v njih videl točno to, kar Voland razkrinkava, to grešnost na vse možne načine. Hočem povedati, da so bili ali lažnivci, svetohlinci, celo morilci, ne vem, roparji, pač vsi takšni ljudje, ki niso bili ravno časti vredni, no, notranjega dostojanstva. To je zelo videl in na ta način razkrinkaval in se pa tudi sam bal,
da bodo prav takšni ljudje prišli na oblast, kar se je pravzaprav zgodilo. Tako na oblast dobesedno, da bodo zavladali zavesti ruskih ljudi, ne, umu, duhu. Prva pripovedna nit romana odpira vprašanje dobrega in zla. Poteka v Moskvi, kamor s svojim spremstvom prispe hudič z imenom Voland. Sprva je navdušen nad pomankanjem vere in morale pri ljudeh, vendar hitro ugotovi, da moskovsko prebivalstvo zaradi brezbožne samozadostnosti ne prepozna niti njega samega. Mesto je tako zapredeno v lastno podobo učenosti, razuma in zapletenih ateističnih teologij, da njegovi meščani ne morejo prepoznati ničesar, kar prihaja zunaj teh okvirov, pa čeprav gre za utelešenega satana. Namesto da bi ljudi zapeljeval v greh, Voland postane orodje pravičnosti. Voland zdaj res tukaj ni več tisto, kar naj bi bil, ne. Ali Mefisto, princ teme, ali samo nekdo, ki pač vidi to brezverje, to pokvarjenost, izprijenost, v vsakem smislu antikrščanskost, ampak tudi to, da ne znajo več razbirati sploh med dobrim in zlim, kar je najhuje. In to pa spet tradicija že ruske literature, kot poznamo pri Dostojevskem, ta grda neskončnost, ne? Ta izravnavanje vseh vrednot. Ne gre več samo za ateizem, da je bilo to kot nekaj pozitivnega v smislu večje svobode posameznika, ampak ravno obratno. V tej lastni svobodi se začne sam človek žreti samega sebe, torej uničevati, vodi v prepad. Druga pripovedna nit odpira vprašanje osebne odgovornosti in moralne izbire. Poteka v Jeršalajmu, kjer skozi oči rimskega prokuratorja Poncija Pilata spremljamo zaslišanje neobičajnega zapornika Ješue. Ta poda več kontroverznih in politično subverzivnih trditev, med drugim, da so vsi ljudje v osnovi dobri in da bo prišel čas, ko ne rimski imperij, ne katerakoli druga oblast ne bo več nad ljudmi. S tem pritegne Pilatovo pozornost. Ta želi Ješuo celo rešiti, vendar si zaradi strahu premisli, kar nato obžaluje naslednjih 2000 let. Ja, on predstavlja en lik, ki je predstavnik te zgodovinske plasti romana, ker jasno je, da govorimo najmanj o 3 plasteh romana, torej o zgodovinski, fantastični in pa realistični, ki pa se vse med seboj izmenjujejo, včasih kaleidoskopsko. Bulgakov na izjemen način ravno s to fantastičnostjo posega tudi v zgodovinskost, ampak s to fantastičnostjo pa na poseben način upodablja to človekovo notranjost, psihološkost. In mislim, da je pri Ponciju Pilatu pretresljivo to, kako nekako močan način upodobi njegovo etično plat, trpljenje notranje, to preizkušnje vesti, ki sodijo torej v spraševanje vesti slehernega vernika, ne samo kristjana, in gre za te preigravanja, torej tako imenovanih večnih vprašanj, ki so ključna za etične postavke človeka. To so dobro, zlo, svetloba, tema, ljubezen, čistost duše, in pa seveda greh, ne, zdaj. Pravzaprav so vsi te ljudje, s katerimi se srečujemo v romanu, torej Moskvičani, imajo veliko grehov na duši. Celo lahko bi govorili, da tudi Mojster in Margareta, da nista brezgrešna. Ampak to je pa potem spet v povezavi z ruskim pravoslavnim pogledom na svet, da nihče ni brezgrešen, ker šele s tem se pravzaprav začne notranja rast človeka, ko začne to spoznavati vse. V tem navidezno povsem brezbožnem svetu, v katerem se morala umakne strahopetnosti in zanikanje višjih sil ne vodi v pravičnejšo družbo, upanje poosebljata Mojster in Margareta. Mojster je avtor, ki je napisal roman o Ponciju Pilatu, a je bil zaradi njega izobčen iz moskovske družbe.
Margareta je njegova izbranka, ki trdno verjame vanj in v njegovo delo. Je edini lik v romanu, ki prestane hudičeve preizkušnje, saj se mu ne podredi zaradi osebne koristi, temveč zaradi brezpogojne ljubezni do mojstra. Ja, Margareta je tista, ki je vse življenje čakala mojstra. Je predana, je zvesta, se bori zraven in pa, kar je bistveno, hrani njegov roman. Zdaj v njenem liku bi lahko prepoznali Puškinovo Tatjano, pa še kakšne ideale bi še lahko našli v tej ruski tradiciji, ampak gre za to, da je pač tista nosilka smisla, nekdo, ki verjame v trenutkih tudi, ko mojster ne več, in ga spodbuja in ga bo vedno pri tem spremljala in je dejansko tudi se pokriva z avtorjevo življenjsko usodo. Gre za njegovo tretjo, zadnjo ženo, ki je do konca zapisovala narek tega romana in je še en mesec pred smrtjo zapisovala njegove popravke. Čeprav roman veliko pozornosti nameni Volandu in Ponciju Pilatu, ki predstavljata temo oziroma zlo, avtor prek Margarete pokaže, da je dobro kljub vsemu mogoče. Nesebična požrtvovalnost in sočutje sta najmočnejši orodji upora proti zlu. Vendar nas Bulgakov opozarja, da brez enega ni drugega. Kaj bi počelo tvoje dobro, če ne bi bilo zla, in kakšna bi bila videti zemlja, če bi iz nje izginile vse sence? To ne pomeni indiferentnosti do dobrega in zla, temveč sprejetje dejstva, da je boj med njima ontološka nujnost, ki se lahko razvije le, če ima človek svobodno voljo. Gre za to, da dobro in zlo med seboj nista povezana. Tako tudi v samem romanu vse te tri plasti med seboj niso povezane in niso prepletene, med njimi so zelo jasni rezi. Prehaja samo človek v svoji zavesti, v svoji duši lahko doživlja te prehode. Če je čist v duši, potem si ne more dovoliti tega, da bi se to mešalo, da bi se prepletalo v eno nerazberljivo zmes. In to je tisto, kar po mojem mnenju loči ta roman od tistih pravih grotesk, čeprav spominja na kakšno moderno grotesko, ampak to samo spominja. No in zato je pravzaprav to soočenje z zlom bistvo, da se pač samo sooči. Treba se soočiti, ne smemo si zakrivati oči pred tem, ker je to tako, kot bi si zakrivali oči pred resnico in svetlobo. Ampak, torej, ne glede na zlo, je izražena tista drugačna vera oziroma prepričanje, da obstaja v človeku neka trdna etična predpostavka, ki je stalnejša kot sočasni zakoni in pa vrednote. V človekovi duši mora torej obstajati tista čistost, kar se odraža v stremljenju k dobremu, k spoznavanju, znanju in lepoti. In sposobnost ljubiti je tisto, kar lahko šele zadobi odpuščanje vseh grehov in napak, kakršnihkoli slabih misli sploh. In ljubezen je tisto, upodobljena v Margareti, ki prispodablja to in je edina nesmrtna. Zdaj pa dar umetnosti pa pri tem in ustvarjalni čut sta pa edina, ki sta morda tista predstavnika v mojstru in pač v ustvarjalcu nosilca krivde. To je tako kot Ojdip, da je brez krivde kriv. Ampak če on ima ta talent, če ve, da mora pisati, ker je to tisto, kar najbolje lahko da človeštvu, njegov največji dar človeštvu, potem mora to izpolnjevati. Zato pa je bistveno tudi tisti krik ali klic ali sploh sporočilo romana Rokopisi ne gorijo. Ne? Kljub samo, da ta vera v roman, v ustvarjanje, v umetnost kot najvišja oblika človekove umske sposobnosti in duhovnih stremljenj. Oživitev krščanskih simbolov in tem, kot so sočutje,
Samožrtvovanje, kesanje in usmiljenje ter vpletanje predkrščanskih nadnaravnih elementov sta nekatere preučevalce napeljala k temu, da so roman označili za nekakšen novi krščanski testament oziroma variacijo krščanske gnoze 20. stoletja. Bulgakov v delih, ko bi pričakovali večjo plastičnost oziroma tako pričakovano tradicionalnost upodobitve, kot je na primer zgodovinskost, ne, in da je ravno v tistih delih ko izjemno poglobil to svojo moč psihološkega slikanja, pa preprosto poglabljanja v človekovo dušo, da nas to tako prevzame, zdaj, da je to Novi testament, pa bi se pa zdaj spet težko odločila za tako opredelitev, ker so tukaj zdaj vprašanja, ali je v tem smislu res gre za zanikanje v romanu Boga človeka, za zanikanje krščanskih vrednot ali kljub samo tudi ne. To pač mislim, da obstaja vprašanje za vsakega bralca posebej. Mislim, da je to tako prav in da je na takšen način napisan, da se to mora razreševati v vsakemu posamezniku, tako kot je nujno v krščanstvu. Najbrž kjerkoli, v katerikoli religiji, ampak v tej individualizirani obliki verovanja, ki jo je omogočil Sin Božji, je to zagotovo zelo poudarjeno, ker ni nikakršne neutemeljene vere v neskončnost ali pa brezmejnost, če ni človek v tem zasidran, identificiran, sam utemeljen. Zanimivo je preučevati tudi odziv Ruske pravoslavne cerkve na roman. Številni so delo ob objavi videli kot duhovno nevarno ali celo satanično. Očitali so mu načrtno popačanje podobe Kristusa in humanizacijo Poncija Pilata. Drugi so ravno v tem prepoznali kakovost in trdili, da gre za sijajno obrambo vere v ateistični družbi. Ključno pa ostaja, kako so roman sprejeli njegovi prvi bralci in kako se je kot brezčasna zgodba vpisal v svetovno literaturo. To zadnjo svojo različico romana, ko je mislil, da ga je dokončal leta 1939, 14. maja prvič začel brati v večjih ciklih, torej najtesnejšim somišljenikom. In to je bila, moram povedati, v sovjetski Rusiji normalna praksa, ker na ta način se je ta informacija o stvaritvi novi memorizirala in se je na nek način ohranjala v zavesti ljudi, medtem ko so se vsi soočali s tem, da je možno, da rokopisi, da so odstranjeni in da se bo to izgubilo kot dokument. Ampak če ostajajo v spominu ljudi, potem to živi naprej. No in takrat, ko je to prvič bral njim, so to doživljali kot zelo močen vtis je naredil nanje, vznemiril jih je na ta način, da so doživeli pretres lastne vesti, torej novo spodbudo, da morajo nadaljevati z ustvarjanjem, ne glede na kakršnekoli prisile, kakršnekoli ovire in zatiranja in prepovedi in cenzure in vse to. Torej ta moralna zapoved, da morajo izpolnjevati svoje poslanstvo, če se za to čutijo res dolžni. Zato je ta roman bolj kot mnoga druga ruska dela se je zasidral v rusko zavest, da so ga celo posvojili za svojega. Čeprav so še vedno živeli težko, zbanalizirano, revno in v mnogočem razosebljeno življenje, enako Moskvo so živeli še naprej, ampak so jo znali tudi to življenje, to Moskvo presekati jasno, z nenadkriljivim, večnim in brezčasnim. In to je predstavljala seveda Mojster s svojim ustvarjanjem in pa Margareta, ljubezen, ki je premagala vse vrednote in jih tudi puščala za seboj kot vrednote. In je hierarhija tukaj bistvena. Roman je ostajal nad vsem tem, nad Moskvo, nad to banalnostjo, nad življenjem, sploh prav dobesedno nad življenjem samim je ostajala umetnost, pač to ustvarjanje, ta sila, volja do tega, vse skupaj, da se izoblikuje v neko novo zapoved, torej, da moraš nadaljevati svoje poslanstvo. In Bulgakov je res se odločil, podnevi je pisal za časopise, po noči pa namesto spanja se je odločil za pisanje romana
in je temu služil brez sleherne misli na korist. To je bila na nek način duhovna praksa kot molitev tedanjih vodilnih intelektualcev oziroma literatov v tistem času. Bulgakov v romanu ne ponuja vnaprej pripravljenih odgovorov, temveč ustvarja prostor za bralčev lasten premislek. Njegove teme presegajo specifičen zgodovinski okvir, saj se dotikajo temeljnih vprašanj človekovega obstoja, zato roman ostaja aktualen tudi za sodobnega bralca. Ja, meni se zdi predvsem to, da nas ponovno sooča s temi vprašanji vere, ki vsekakor niso zanemarljiva, kar se seveda v sodobnem svetu tudi moramo soočati, kljub temu, da se nam zdi, da nimamo časa, da je digitaliziran svet in umetna inteligenca in vse to, da nas ogroža, kar je res, ampak to je pravzaprav tako, kot vidimo v tej Moskvi Bulgakova, ki jo upodablja. To je samo tista banalnost, ki teče okoli nas. Vedno pa bo obstajala zgodovina, še vedno obstaja in vsa vprašanja zgodovine in vsi problemi in težave zgodovine in koliko to na nas vpliva, je spet odvisno od nas posameznikov, ampak umetnost in takšna dela literarna so pa tista, ki niso tista, bom rekla, ki so edina, ki nas nagovorijo k temu. Narobe je, če bi bilo samo to. Ampak zagotovo pa v njih lahko najdemo spodbudo k temu, da vztrajamo pri nečem, kar vemo, da je prav. Torej, ti smisel, ki ga nosi Margareta za Mojstra, torej, da nosi njegov roman naprej. Mojster in Margareta ostaja literarna mojstrovina in filozofsko besedilo, ki nenehno ponuja nova branja ter posamezniku pomaga pri iskanju resnice, svobode in smisla bivanja. O romanu je za oddajo govorila doktorica Neža Zajc, rusistka in slovenistka ter raziskovalka na Inštitutu za kulturno zgodovino Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Z njo se je pogovarjala Klara Otorepec. Vezno besedilo brala Lidija Hartmann, za tehnično izvedbo sta poskrbela Max Pust in Franci Moder. Sedmi dan.